Pozdravljeni v imenu našega Boga. Radost in veselje je naša moč. Božja beseda veliko govori tudi o veselju. Jezus je rekel, naj se veselimo, ker so naša imena zapisana v nebesih. Je res, naša srca so hvaležna njemu, kar je storil na križu za nas. Da imamo odpuščanje, da imamo večno življenje, da vsak, ki je sprejel za svojega zveličarja, ima radost večnega življenja v svojem srcu. Zato izkoristimo to nedeljo in dajmo njemu vso slavo in čast, da ga slavimo in poveličujemo. In dovolimo tudi skozi besedo, da nas Sveti Duh izpolni in da se duhovno tudi to nedeljo nahranimo. Amen. Bog pred tabo sem, ti obnovi mi srce s polnino milosti, ki našel sem jo v tebi. Gospod, vem vsa slabost, ki vidim jo sedaj v sebi, bo odstranjena. V moči tvoje ljubezni pogled odkri, tebe zreti si želim, ljubezen videti, ko ti živiš v meni. Obnovi misel mi, da tvoja volja
Povejmo danes nekaj besed o veselju v življenju. Verjetno ni potrebno nikomur razlagati veselja, vendar vseeno poglejmo nekaj besed, kaj je veselje. Je prijetno duševno stanje, ki se izraža v vedenju, odnosu do življenja. Čustvo, ki ga povzroči kaj ugodnega, prijetnega, zaželenega. Je duševno stanje, ki nas navdušuje v življenju in lahko bi rekli tudi za življenje. A je naše življenje izpolnjeno z veseljem? Od kod prihaja veselje? Kaj je razlog veselja? Vsi se verjetno spomnimo lepih trenutkov v življenju, kjer smo bili veseli, izpolnjeni, navdušeni in polni veselja. Malo ljudi pa ve ali pozna veselje, o katerem govori Bog. Poglejmo, kaj nam Sveto pismo govori o veselju. V Psalmu 34:13 beremo: Kdo je mož, ki ima veselje nad življenjem, ki ljubi dneve, da bi videl dobro. Psalmist govori o možu, ki ima veselje nad življenjem, ki ljubi dneve, da mu bo dobro. To je želja vsakega človeka. Veseli dnevi, ki so dobri in prijetni. Vsi iščemo trenutke, ki bi nas razveselili. Obiščemo dogodke, prireditve, kjer bi bili veseli, sproščeni in bi živeli veselo življenje. Kje lahko najdemo veselje? Božja beseda nam govori, da pravo veselje prihaja iz človeškega srca in ni na prvem mestu odvisno od zunanjih prijetnih okoliščin, ki nam prinašajo veselje. Veselje mora rasti in se razvijati v našem življenju. Življenje je preveč dragoceno, pomembno in tudi težko, da bi veselje črpali samo od prijetnih dogodkov. Pavel govori o življenju, katerem se lahko razvija in raste veselje. Govori o veselju, ki ni odvisno od zunanjih dejavnikov, ampak raste v našem srcu. Pismo Galačanom, 5. poglavje, 22. in 23. vrsta pravi takole: Sad duha pa je ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje. Prvič, življenje, ki nam ga ponuja Bog, prinaša v naše življenje tudi veselje. Pavel našteva, da je sad ali rezultat življenja po Svetem Duhu tudi veselje. Drugič, tudi ko Sveto pismo govori o Božjem kraljestvu, vidimo, da vsebuje 3 pomembne značilnosti: pravičnost, mir in veselje. Kajti Božje kraljestvo ni jed in pijača, marveč pravičnost, mir in veselje v Svetem Duhu beremo v Rimljanom 14. poglavje 17. vrsti. Tretjič, tudi Jezusovi učenci in vsi, ki so verovali in sledili Jezusu v prvem stoletju, se pravi pripadali cerkvi Jezusa Kristusa, so bili polni veselja. Čeprav je bil to čas, ko ni bilo verske svobode. Mi beremo takole: Tisti, ki so se razkropili, so vse povsod oznanjali besedo. Filip je prišel v mesto Samarije in tam oznanjal Kristusa. Množice so enodušno prisluhnile Filipovim besedam.
Poslušali so ga in gledali znamenja, ki jih je delal. Veliko obsedencev so z glasnim krikom zapustili nečisti duhovi. Veliko hromih in pohabljenih je bilo ozdravljenih. V mestu je zavladalo veliko veselje. Filip je oznanjal v Samariji Kristusa. Vsi, ki so ga poslušali in bili odprti za Božjo besedo, so doživeli čudeže, nadnaravno delovanje in med njimi je zavladalo veliko veselje. Ker je človeško srce odprto za delovanje Boga, je prisotno tudi veliko veselje. Tudi o Jezusu beremo, da se je veselil. 72 so se veselje vrnili in govorili: Gospod, celo demoni so nam pokorni v tvojem imenu. In rekel jim je: gledal sem Satana, ki je kakor blisk padel z neba. Glejte, dal sem vam oblast stopati na kače in škorpijone ter na vsakršno sovražnikovo moč. In nič vam ne bo škodovalo. Vendar se ne veselite nad tem, da so vam duhovi pokorni, ampak se veselite, ker so vaša imena zapisana v nebesih. Prav tisto uro se je razveselil v Svetem Duhu in rekel: slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa otročičem. Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč. Vsem je izročil moj Oče. Nihče ne spoznava, kdo je sin, razen očeta. In nihče, kdor je oče, razen sina. In tistega, komor hoče sin razodeti. Tedaj se obrnil k učencem in jim na samem rekel: blagor očem, ki vidijo, kar vi gledate. Povem vam namreč, veliko prerokov in kraljev je hotelo videti, kar vi gledate, pa niso videli, in slišali, kar vi poslušate, pa niso slišali. Učenci so se vrnili k Jezusu in bili navdušeni, polni veselja, da so jim demoni pokorni v Jezusovem imenu. Učenci so doživljali in spoznavali, da Jezusova oblast, ki jim je dal, deluje in ima moč nad vsako sovražnikovo silo. Vidimo, da se je tudi Jezus razveselil, ko je slišal učence, ki so polni navdušenja govorili, kaj so doživljali. V tem odlomku pa Jezus tudi razodene največji razlog za veselje. Vendar se ne veselite nad tem, ker so vam duhovi pokorni, ampak se veselite, ker so vaša imena zapisana v nebesih. Jezus spregovori o največjem razlogu za veselje. To je imeti življenje, večno življenje, oziroma kot Jezus pravi ali je povedal, da so vaša imena zapisana v nebesih. Jezus tudi pove, da je enim veselje nad večnim življenjem prikrito, drugim pa razodeto. Konkretno pove, da je modrim prikrito, otročičem pa razodeto. Za modre, razumne, kakor jih je Jezus tukaj imenoval, so ljudje, ki mislijo, da so modri, razumni, pametnejši od Jezusa. Da ne potrebujejo njega, ne njegove odrešitve v svojem življenju. To so bili v Jezusovem času njegovi nasprotniki, ki so zakrknili svoja srca in tudi niso nič doživeli od Boga, od Jezusa, oziroma na koncu so celo Jezusa obsodili in ga dali križati.
Jezus pa se želi razodeti vsakomur, ki je pripravljen se ponižati, priznati, da potrebuje Jezusovo pomoč, odrešitev, kot je Jezus rekel, kot otročiči, ki so odprti, da se učijo, spoznavajo veselje, ki ga daje Jezus. In ne samo to. To je le začetek. Jezus je nadalje povedal, vse mi je izročil moj oče. Nihče ne spoznava, kdo je sin razen očeta. In nihče, kdor je oče razen sina. In tistega, komur hoče sin razodeti. Tedaj se obrne k učencem in jim na samem rekel, blagor očem, ki vidijo, kar vi gledate. Povem vam, namreč veliko prerokov in kraljev je hotelo videti, kar vi gledate, pa niso videli, in slišati, kar vi poslušate, pa niso slišali. Želimo spoznati vso radost in smisel življenja. Dovolimo Jezusu, nebeškemu očetu, da se nam razodene skozi svetega duha, tretjo Božjo osebo, ki danes deluje. Kot je Jezus rekel, naj se na prvem mestu veselimo, da so naša imena zapisana v knjigi večnega življenja ali v nebesih. In seveda tudi vse ostalo. Njegovo moč, oblast, radost, ki nam jo daje Jezus in želi z njo delovati skozi naše življenje. A si že zapisan v nebesih? A si že spoznal največjo radost v življenju? Nebesa se lahko zapišemo tako, da Jezusa sprejmemo za svojega zveličarja. In če še nisi zapisan v nebesih, če še nisi Jezusa sprejel za svojega zveličarja, stori to zdaj, prav danes, ko poslušaš, da Jezus daje radost, večno življenje. In združimo se v molitvi in povej, Jezus, sprejemam te v svoje srce. Jezus, hvala ti za tvojo besedo, ki lahko oznanjamo. In jaz te prosim prav zdaj za vsakega, da mu pomagaš, ki še svojega srca ni odprl tebi. Jezus, prosim te, pomagajmo, da svoje srce odpre tebi in sprejme tvojo ljubezen. Sprejme trpljenje na križu za njegove grehe. In te prosi odpuščanje. In ti dovoli in prosi, da ga zapišeš ali da zapišeš njegovo ime v nebesa, večno življenje. Jezus, prosim te, Sveti Duh, ti deluj prav zdaj na srca tistih, ki molijo in se odpirajo in te sprejemajo za svojega zveličarja. Odpusti jim vsak greh in daj moč in polnino, radost, veselje Svetega Duha. Amen. In moče tudi mi, ki že dlje časa služimo Gospodu in smo doživeli že veliko veselja od Gospoda. Tudi moče je prišel trenutek, težka situacija v tvoje življenje in rabiš ponovno dotik Svetega Duha. Radost, veselje, ki prihaja od Gospoda. Odpri srce, povej, Jezus, ti me ponovno izpolni z radostjo, veseljem, da si ti moj zveličar in rešenik. Poglejmo ponovno, če je potrebno, na Jezusa, kako nas ljubi, da je vse storil za večno življenje. Bodimo hvaležni njemu, da nam je odpustil in da imamo večno življenje. Naj to spoznanje, ta radost in veselje izpolni naša srca. Želim vam blagoslovljeno nedeljo in veselimo se. Jezus je umrl za nas in vsakemu ponuja večno življenje. In vsak, ki ga sprejme, ima večno življenje. In ima največji razlog za veselje. Amen.